Dobro jutro vsem poslušalcem in mogoče tudi gledalcem. Priča ste jutranjim pogovorom, danes pa gostimo posebnega mojstra, Vedrana Tomšiča, ne? Tako. Prekmirca. Prlek. 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 Fuck. Prlek. Skor že to je napačno reko stopil. Bogoskrunstvo, ja. Ok, sem se že po prstih na nogi. Ja, predstavljal bom v bistvu en njegov projekt, svojevrsten zin, ki nosi ime Mrak. Zato imamo seveda tudi vzpostavljene vse možne kapacitete našega dragega RTVŠ-ja, kakor vidite. Tako da bomo ta nek zelo poseben projektič, to potlej lepo slekli, ne, ga razkrili, bomo videli, kaj vse noter skriva in kaj nam bo povedal, ne, tako. Ampak najprej bomo seveda z Vedranom eno rekla o tem, kdo je, kva dela in tako. Če povej, Prlek. Prlek. Si iz Prlekije? Sem iz Prlekije, sem fotograf, recimo temu umetnik, pišem še zraven tega poezijo. Delal sem zelo dolgo na reklamnih setih, digitalni tehnik, lučkar in tako naprej. V tem času sem delal ta svoj projekt, ker je od umetnosti v našem prostoru malo težko se preživljati, zato pač rabimo službe. Ja. Ta projekt je začel nastajati približno 2012, se pravi zdaj že 12. leto. Čak, ta projekt? Prav ta projekt. Čakaj, ti boš še malo zdaj povedal. Kakšen fotograf si? Kakšen fotograf To sem? mene zanima, ja. Mislim, kakšne so tvoje izkušnje tako na tem področju, recimo, no? Mislim, Zelo rad delam, mislim, delal sem vse od komerciale do dokumentarne, do fotoreportaže, do produktne fotke, vse, kar obstaja. To, kar moramo fotografi danes delati, specializacije več ni toliko, kot je včasih bilo. Ja. Ampak imaš kakšne šole fotografske? Seveda. Katere? Vist. Vist? Čat je to? To je visoka šola za storitve v Ljubljani. Ok. Pisal sem, nekje 2012, ko sem začel ta projekt delati. V bistvu me v to potegnilo, skozi me je zanimala bolj neka globina fotografije kot objekta. Se pravi, ni neka ta komercialna stran fotografije, ampak neka njena filozofska vrednost, recimo temu tako. Okay, simbolika in te... Tako, bolj recimo semiotika podobe. In kaj sporočajo in tako. In kakšne si tle mogoče razvil, si bomo sicer tudi pol malo pokukali, naprimer kakšno temo ali pa kakšno bolj smer, ne vem, čustva, ne vem, upam, da ne živali ali pa ne vem, kakšni cute kužki, ne. Ne, v bistvu se bolj me zanima ta neka eksistenčna kvaliteta fotografije. Se pravi, mislim, človek primarno? Tako, absolutno. Človek in obstoj sta primarna neka subjekta. Ampak človek kot tako zunanje doživljanje? Mislim, tako vojne, nasilje, fizično? Ne, daleč od tega. Bolj neka osebna izkušnja življenja. Se pravi, bolj doživljajsko? Mislim, tako pač ta absolutno. Psiha pa to? Tako. Stiske tudi mogoče? Mislim, tako pač vse te absolutno, take notranji problemi? Vse, kar spada pod izkušnjo življenja. Bilo to dobro ali pa bilo slabo zdaj. Ste pravi, si na tak umetniški način to raziskoval tudi mogoče lastno psiho pa to? Tudi med drugim, ja. Saj iz tega nekega momenta se je začelo, ampak čim človek začne gledati v neke lastne probleme, naenkrat vidi, da to niso njegovi lastni problemi, ampak so to problemi človeštva. Veliko je že bilo narejeno o tem, skozi zgodovino človeštva, skozi filozofijo, skozi vero, skozi ostale neke vede, ki so se s tem ukvarjale. Kako pol ti gledaš na primer, ne vem, individualizem versus kolektivno v tem smislu? Dobro vprašanje. Zdaj individualizem ali pa kolektivizem ni neko vprašanje, s katerim sem se izrecno ukvarjal. Ampak glej, tudi isto kot vse ostalo, je balans enega in drugega.
Se pravi, ne moreš reči, da je zdaj črno-belo ali kako. Vse nikoli ni črno-belo, zmerjati. Tudi v fotografiji nikoli ni sam črno-belo. Tudi črno-bela fotka ima ogromno sivine v sebi. Črna ne obstaja. Ne, črna obstaja. Fajn je. Ampak... Sem bela, ne. Tudi bela. Bela. Ampak veš, tudi ko je preveč bele ne vidiš, ali pa ko je preveč črne, tudi ne vidiš najbolj dobro. Tako da obe te zaslepita na svoj način. Sivine pa tudi. Ja, sivine so pa tisti fajni deli življenja. Aha, ok. V sivinah se skrivajo bela in črna. Ne, že malo poetiziramo. Ja, seveda, to sem te mislil vprašati, ker kako pa to vidiš povezavo? Mislim, fotografija, poezija, tako teoretsko, mislim pa tudi videl, ampak... Fotografija pa poezija se mi zdi ta zelo povezani, kot neka izrazna sredstva. Če vzameš fotografijo, ko urejaš sekvenco fotk, ni zares neke naracije. Se pravi, sestavljaš isto, kot da bi sestavljal zloge in sestavljal neko besedo in iz tega naredil neko poezijo. Vsaka serija fotk zahteva gledalca, ki pofila te praznine vmes in si sam naredi neke povezave. Isto kot pri poeziji. Se pravi, snemaš dogajanje. Sem že viš tako pokazal na možgane, ne? Ampak ni nujno, ne? Mislim, ne? Da so to možganski procesi. Jaz mislim na dušo pokazati zdaj. Ne? Ampak, ja, to vse. Srečno. Ja, če najdem, ne? Srečno. Hudo. Ja, no, kako je pa prišlo do tega projekta, recimo, kjer pa bomo še videli sicer, na eklatanten način povezuješ te dve izrazni možnosti. To si kar zamislil, kaj če bi nekaj tazga naredil? Je bi kakšen mogoče tudi projekt, ki je predhodil temu, da te je... Ne zares, v bistvu je projekt, ideja projekta je bila taka. Mislim, ni to tvoj prvi umetniški projekt, recimo, ne? Ja, zdaj to je prvi, ki sem ga začel, ki ga vlečem že zadnjih 12 let, sicer je življenjsko delo, ki se bo še kar nadaljevalo, tako da bo zaključen, ka mene več ne bo, ampak bo nekdo drugi moral te konce povezati. In zvezati, ne, vse te štrikce. Tako. Ampak ideja je ta, da vsaka fotka, zdaj če ne gledamo na naročniške fotke, ampak neke lastne opaske, stvari, ki jih fotkamo z nekim razlogom. Se pravi, nekaj vidimo, nekaj nas potegne, čutimo nekaj do tega, kar smo fotkali. Potem takem je nek... Tvoj otrok in tako naprej. Ja, potem takem je nek odraz uma. Ja, in potem se pa takoj porodi vprašanje, ja, ok, kaj pa te fotke povejo o meni? Vse fotke, ki so v tem projektu, so popolnoma impulzivne, s tisti neki kratki momenti intimnosti med svetom in med človekom, ki se zgodijo in jih sam ti vidiš in noben drug in se pol začneš spraševati, ja, ok, zakaj? In tukaj se začne dialog počasi. Se pravi, je interakcija iz tebe ven, v bistvu pa povratna še nazaj, skozi lečo, če karikiram. Misliš, če gledamo fotko z nekega stališča ogledala, kar tudi na nek način je, ko postaviš dva ogledala skupaj, se zgodi neskončno ogledalo, in zgodi se pol nek dialog. Se pravi, fotka ni samo ogledalo družbe, posnemanje družbe, ampak je tudi fotografa. Absolutno, absolutno. Mislim, se veliko nekih uveljavljenih starih fotografov bo reklo, William Klein je naprimer teh, ki je sam povedal, da fotke, ki jih je delal dokumentarne, so bili njegovi avtoportreti. Pač prepoznal je sebe v teh nekih momentih in zato jih je tudi fotkal. Pa je na ta način tudi pomembno, ne vem, postavitev, format. Mislim, zdaj, ker ne vem, veš, kaj bom še zdaj noter videl, pa mi ni jasno, a so zdaj tako jasni predmeti, jasni elementi, a so zdaj tako tako zablurane fotke in te bolj neke nejasnosti, mitično, čarobno, veš, da, ne? Bolj gre v to zadnjo smer, ja. Aha, ja. Bolj gre v to zadnjo smer. Medij je film. Da malo moraš razpoznavati. Medij je v bistvu film in to namerno, zato da ni instantne povratne informacije. Čak, analogen. Ja. Aha, okej. Pustim jih pri miru vsaj par mesecev, preden jih razvijem in pol gledaš te fotke brez neke ideje, kaj si ti hotel narediti in kaj je bila tukaj ideja in gledaš jih za to, kar so, kot podobe.
najbolj se mi zdi v tem projektu, se mi zdi najbolj pomembno, v bistvu stvar, ki je v tem projektu najbolj zanimiva, meni osebno kot avtorju, je koliko zelo dobro mood na teh fotkah oriše neko stanje duha, v katerem sem bil, ko sem te fotke delal. Ker tale zin, ki je pred nama, je prva etapa, zdaj so že 3 narejene, 3 so že zaključene. Prva so večinoma samo fotke in zelo malo poezije, v drugi se že začne dialog z fotko in s poezijo, tretja že gre v malo bolj esejistično neko formo pisanja. Aha, se pravi, naju čaka več korakov. Tako. Več faz. Tako. Okay, tole te bom še zaslišal, preden greva v prakso, ne? Razčetveriti tale zin. Zin je seveda tako ponavad, ne vem, ti si še iz generacij seveda, ki so dejansko uporabljali zine, verjetno, ne? Ali pa smo odraščali, nismo najprej vedeli, kva the fuck je to, pa ko skužiš, ti rata všeč mogoče, ne? Tako, ne? Ampak so tako, glede na to, da je to, kakor si rekel, tvoj več let trajajoč projekt, ne? Se mi zdi zanimivo, da je dosti nasprotno temu, kar zin ponavad naj bi bil v tem našem kulturnem okolju, ki je predvsem bolj iz nekih pankerskih umetniških smeri, ne, so kapljali tej zini, ki so pa drugače zelo kratkotrajni, ne, tako, na najbolj čip papir, prebereš ga, fukneš ga stran, ne, varianta, ali pa, ne vem, zaviješ noter, ne vem, travo, ko je neseš sosedo, ne vem, nima veze, ne, ribe. In je ta neka kontra, ne, tako da je ta v bistvu mogoče, tlele po moje, da kotera za najstarejši ali pa najdlje živeči zin v kulturi Slovenije. Ja, verjetno, ja. Mogoče, ne, celo ne. Čeprav smo videli dobro zdaj v zadnjih letih nekih teh art zinov in teh bolj likovnikov, recimo, ne, tudi v dobri vagi ali pa tako naprej. Zadnja leta se mi zdi, da je ta trend nekako minil, ne, ali mislim, tako da je bil res trend, ne, smisel, da se bo zini malo vrnili, ne, pa da bo tako nekaj političnega so zmeri imeli tej zini, a pa vsaj tako lokalno politično so delovali, čeprav niso niti hoteli, ne, kar sem pol mačkem pogrešal. No, bomo pol videla še pri tebi, ne. Ok, se lotimo. Ja, najprej bi te še to povedal, zanimivo je, da si to omenil. Gledam čisto na zin kot neko neodvisno publikacijo. Se pravi, samo založba, in ja, glej, tudi materiali niso zdaj, ni arhivski papir uporabljen, vse skupaj je ročno narejeno, vse sem sam proizvedel, od dizajna do edin tiskarja se mogo imeti, ker nimam kje doma tiskati, ampak Dobro, štrikce si tudi nekam dal plest, ne? Ja, štrikce sem kupil, pač, ker je bila, ko delaš z neodvisnim budžetom, je tudi to kar precejšnji faktor. Ampak gledam na to čisto kot neko neodvisno publikacijo, ki ti dovoli, da imaš dovoliti so kreativno svobodo. Nimaš šefa, nimaš Tako. tajnico po svoje, ne, moraš vse sam spet, ampak... Zdaj, ko si glih omenil to neko funkcijo zina, da ima zin, da ga enkrat prebereš in ga stran vržeš, ne? Ko boš tega enkrat odvezal, pač srečno. Bo ostal razvezan. Ja, mislim, je pa tudi tako narejena stvar, da ko ga enkrat odvežeš... steklenice. Tako. Ampak, ko ga pa enkrat odvežeš in ga razstaviš, je pa tudi narejeno tako, da se neka celota iz njega spet nova sestavlja, ne. Tako da silim gledalca, že najprej ga postavim pred eno dilemo, a bo sploh to odprl ali ne, ali bo ga pustil kot tak objekt in ga bo gledal. Tudi ideja je za tem objektom ta, ne, je podoba človeka zgodba o človeku in podobi skozi podobo človeka, ne. In ko človek enkrat gre pogledat, ko se razveže in pogleda noter v to črnino, kaj je, pol... Ni poti nazaj. Ni poti nazaj, nekaj moraš sestaviti iz tega, kar je noter, da lahko greš naprej, tako da... Ko povlečeš v Lego kocke, ne gre, ne moraš iti več Tako. nazaj, ne. Se pravi, ta
zelo filozofsko, mislim, nepovratnost Ja, življenja. absolutno, Ne? Kar absolutno. zajebeš, kar dobrega narediš, tudi ne moreš še enkrat narediti. Tako, zdaj je, kar je. Ne? Ja. Zdaj je bilo to dobro ali slabo, ni glih nek point, je, kar je. Sej, čistko malo za kontekst, če se pravi, to si čist sama, ok, ko si rekel, ko smo prej rekli, na več let trajajoče, se pravi, kaj je to cajta trajalo, me zanima še. Mislim, tako prav sam konceptualni razmislek, ali ne vem, tudi si imel več rešitev možnih tudi. Ja, mislim, ideje so bile, ampak vse je isto, kot življenje. Mora se eno obdobje zaključiti, da ga lahko oceniš. Mora se eno obdobje zaključiti, da ga lahko oceniš, da vidiš, kaj to je, da ga nekako ovrednotiš in ga postaviš v nek kontekst. Tako da zraven tega pustimo, da je še bila, bazično, zraven tega so še bile službe, ki so pač onemogočale čas, da bi se te stvari zaključile. Tako da si enkrat tudi si treba cajt vzeti, da neke stvari zaključiš v življenju mimo službe. Pol je bo mogoče že to, kar edina stalnica pa v lifeu. Ja, skoraj, ja. Okay. Ja, hudo. Ok, zdaj iz prve, prej si omenil človeka, ne? A je to tudi malo ta Da Vinci fora tukaj? Mislim, ne vem, koliko je Da Vinci, zadeva izvira iz Šibarja, iz japonskega bondagea. Okay. To je v bistvu, kar vidiš, je se pravi, navaden box tie v japonskem bondageu. Aha, ok. A to se uporablja čisto v smislu dekorativno za predmete? Mislim, prav v tem smislu? Ne, uporablja se, da zvežeš ljudi. Okay. Če se zelo direktno, ja. Brez. So taki človeški vozli, torej. Ja, mislim, za ljudi. Vse o teh nekih okovih človeka so že filozofi pisali kar ogromno. Tako da, vidnih in nevidnih. Ne? Tako. Pa tudi tistih štrikcev, ki so za lutke. Tako, ne? Te marionetke. Ja. Tako da, ok, tle imamo že veliko pomenov, glede tega štrika. Pizda, ne vem, jaz tule kar začnem razvezvati, ali kaj, ne? Ja, srečno, ne? Ja, bom tle kar vstal, ker se mi zdi, da bo tako malo lepše. Jaz naredim malo prostora. Malo bolj praktično, ker je treba imeti ta hands-on approach, ne? No. To bomo dali tlele. Takole. Ja. A je tle kakšna, ok, bom te pol tule vprašal, mogoče takoj, a bo kaj eksplodiralo ven, ali pa kaj skočilo? To dvomim, da bo. Dobro, sem to dovel približno. Jaz sem kar lotil tako. Niso kače noter. Ne, ko bi te še o naslovnici, mislim o tem, o zunanjem platišču, ne, platnicah vprašal. Ok, hudo, ide človek, zdaj ga bomo osvobodili, ne. Kar po vrste, ja. Ja, osvobajamo duha. Tudi zanimivo je, kako se ljudje tega lotijo, veš. Ja? Ja, eni kar po straneh dol pocukajo, sploh ne odvežajo. Aha. Ja, jaz sem, ne vem, ja, to je zdaj psihološko v bistvu profilacija, ne. Eni jih še zmeraj imajo doma in visijo, tako, ko so jih dobili, niso odpirali, tako da eni ne želijo pogledati v... Jaz sem tako v življenju ful rad štrikce, tako da jaz jih po tleh poberam, pa to, ne vem zakaj. Zato se pa tako malo filigransko tega lotevam, ne, da slučajno kaj je zajebo, ne. Vidim, da si ljubitelj. Ja, to je. Ja, definitivno ga bom domov odnesel, ne. Brez skrbiti, še enega ti zapakiram. Kaj pa mehkova pa to, zelo so taki nežni v to si tudi kaj računal na trdnost materialov, to je bilo na ključe. Veš, kak je, bolj sem gledal na cenovno ugodno rešitev. Kao barva? Barve so bile kar premišljene, no. Aha, ok, se pravi, je rdeča kot rdeča nit, ali kri mogoče tudi, kot žila? Ja, to je pa čar poezija, ne. Ja, mislim, ker zdaj, ker več ne vidim človeške figure noter, se mi zdi, da so to žile, mislim, tako, ne. Kot neki zanimiva opaska. Energetski pretoki, ne. Čeprav, ne, smo še čisto začetka, ne. Ok, zdaj verjetno moment, ko bo treba to malo obrniti. Ok, se pravi, aha, še na to stran. Do tle drugače že vidimo, ne, neki obrisi poezije se nam že izrisujejo. Sicer je pa to, čakaj, da zdaj vidim, sploh ne vem, kjer sem končal, da smo spet na tej strani. Se pravi, ne, vsak človek ima dve strani, kako, ne. Zavedno, nezavedno. Ja, hrbtno stran, ne. Ok.
Dolge žile. dolge žile. Čakaj, tole pa zdaj takole. Da so že čreva. Ja, zelo lepo si se tega lotil. Res občudujem to. Ja. Ja, tako da vidimo, ne. Ok, zdaj imamo tole v roki. Aha. Tlele, malo mi ta vzorc, me malo na ta opart momente spominja. To, ko te že malo v oči medejo, ker ne veš več dobro, kaj gledaš zaradi teh pointov. Ja, ta vzorc je bil tak, namensko tak, da malo... Aha, da ni čist plain, da Tako, ni čist tako. enostaven. Da malo nekaj je, da ni površina prazna. Ne. Ampak Tudi koža taka malo deluje. Ne. pa tle je še en layer, ki je mačkam, kaj je to nek X recimo, a pa tle tudi nekaj podobnega, ne. To so pa v bistvu mali insertiči že, verjetno tega, kar bomo noter videli, ne. Ja, približno. Ali pa ne, ne, Ali pa ne, Moraš, okej. boš Na moral drugi odpreti pa strani videti. tudi, ne. Čak, ne vem, kako to zdaj čudno deluje. Bolj ko gledam, se mi zdi, da bolj vidim, kaj piše. Kaj je to normalno? Ne. Ja? To je mišljeno tako? Ja, je. Aha, okej. Ker najprej mi ni bilo čisto jasno, malo sem začel šele zaznavati, ampak zdaj ne vem zakaj, mogoče, ker sem pol pera spil. Ampak ti praviš, da je to normalno, Ja, glej. da nisem prvi. Se isto, ko se s človekom pogovarjaš, ne bo ti vsega povedaš, mogo malo, ne, Ipak malo je to... ni vse čisto jasno. Tako je. Tudi ko pogledaš enkrat čez cesto, ne vidiš vsega, ne boš dvakrat malo. Ok, se pravi, zdaj se nahajava še vedno v prvi fazi, ne, tega. To je še prva faza. Dobro, zdaj sem pozabil, veš, kera je prva stran, ampak, aha, Tudi, okej. prva stran Danes je sem že tista, na dračen. kateri boš imel listek, ja, Se pravi tale, tako. alright. Ok. 48 od 48. 48, dobo si ta zadnjo, čestitam. Unpublished, alright. Unpublished by Mrak. ne založeno to. Ja, ni založeno, To je pač ta sam denar je bil založen, DIY. ostalo pa, ja. This is a diary in order to understand. Aha, ok, se pravi, is into. Tlele vidim, da je malo z drugo rdečo barvo, ne? Je, ne? Ja. A je to is into, kot ena beseda? Ali je v, a veš, kot, ne, noter. Ti meni pove. Ja, tako se mi zdi, ne. Ali kaj je ta wordplay, ne. Čak, tega nismo še razčistili, ne. Kar bomo brali, pa videli bo iti po angleščini? V angleščini, V ja. angleščini. Ja, lingua franca je. Lingua franca. Ja, Ja, itek, jezik sužnjev, ne. tako. Slav, slave, Slave, tako je. sužen, naš jezik. Tako je, veš, ja, itek. Mi smo zmeri najjače pridevnike. Tako. Ok, tla imamo zdaj drugo stvar, se pravi platnico, na drugi strani, aha, imamo pa tukaj mrak, darkness, se pravi, kot neko slovarsko definicijo. Tako, kaj- malo kaj to je. definicija, kaj mrak je. Night obscure obscurity. Epithet for STH exceptionally good. What does that mean? Epithet, kaj to A veš, ko Hrvati rečejo, mrak je, nešto je mrak. A Zelo ja, dobro. valjda, aha. Ja. In to je zdaj ta dvojnost, tlele noter, aha, mrak. Ampak ti greš verjetno bolj na fizičen mrak, ali tudi Bolj na oba mraka. na oba mraka. Ja, aha. bolj se na to praznino fokusiramo, a ne? To Ja, mislim, filozofsko naj- naj praznino sicer- in črnino. Ne zdi, da bi zdaj full shopil na to, da hočeš biti cool, ne? Ne, daleč Si od bolj tega. tak, Daleč od tega. Tihi umetnik, malo melanholičen. Bolj se navezuje na ta moment, da tudi v tej temi, ki se nam zdi strašno, lahko najdemo nekaj zelo dobrega, ne sem nekaj zelo slabega. Dobro, ampak ti si tak fotograf, to čist po svoje zastopiš. Ja, gled, mi živimo v temnicah, ja, tako Ja, da to je tako- pač malo mogoče malo druga štimunga. Ja. Ok, še zmeri prva faza. A je to pav s papirjem? Tako? Hudo, ok. Aha, tla noter so zdaj zaviti tej manjši deli, za katere jaz vem, da obstajajo, ampak ne vem še, kako izgledajo, niti kako se jih bom lotil. Čak, da najprej tole še dešifriramo. Aha, ok, to so že puzle, ne? In v bistvu Tako. to se že, zdaj se že začne zgodba oblikovati, ne? Tako. Aha, se pravi, tle recimo imamo že enega zajca ali nekaj Mali mrak. podobnega. A? Mali mrak, Mali mrak. mali mrak. To si ti.
Mali mrak. Mali mrak, ok. Ok, to moramo raztrgati. Če ti mogoče malo pomagamo, ne. No, daj. Zdaj veš, greš gledati v to svojo črnino, ne. Ja. In ti se odločiš, pač ima vse razpadlo, ne. Aha, ok, lepa, Zdaj lepa. moraš to pobrati in z tega nekaj narediti. Ja, moraš pobrati, ne? Ker če nekaj pade po tleh, Mislim, ne rabiš, če nočeš, a ne, ampak Ja, ampak je najbolj človeški impuls, da pobereš, ne? veš, tudi čez čas ti tudi to rata dolg cajt gledati, pa si pa rečeš, okej. Ok, čak, da preden začnemo postavljati, se pravi, to so kosi A5, ne? Printi, oziroma Kosi, ne. to so A3 Fuck, printi? To so A3 printi, vsak je še A3 print, ok? Dobro, tle imamo eno 20 poster printov je, žensko glavo. Kako? 20 poster printov je noter, na hrbtni strani ima vsak 20 grafike, poezije. Kako? Ne štekam. Aha, se pravi, tale je, vsak je samostojen. Ok, tle imamo očitno neko policijsko racijo na Metelkovi, ali kaj je to? Tako. Ja. Lepo sem to opazil. Se pravi, na ta način je vsak od teh fakrjev samostojen, Tako, ampak hrbtna stran ima pa drugo celoto. tako. Ok. Kaj pa če daš, seveda, če pa daš to skupaj, modro stran, ne? Pol imaš na noter itak obrjene, ne? Tako. Dobro, pol se itak ne more. A se pol tudi ta celota sestavi tako? Tudi to se sestav. Ja? Ja. Mislim, da se da. Se da, se da. Ali- Imaš to možnost. Aha, imaš to možnost, Tako. ok. Se pravi, to pa spet zdaj nove pomene ustvarja in pač nove kombinacije mogoče, Absolutno. ne? Ker itak pač... Vsakemu svoje, kot bi se reklo. Ne. Ja, kakor si prej govoril, ne, če daš na primer to fotko, pa to v sekvenco, naj imaš čisto drugačno zgodbo, kakor če bi zamenjal, Tako. ali pa ne, Tako. če bi dal tako, ne. Lahko bi bilo tudi, ne, seveda tako, pa imamo že zgodbo, ne vem, o posilstvu, masivnem, od policije, a nekaj, ja. Ja, sorry, meni možgani delajo. Šel si v zelo temačno smer. Ja, ja, lej, mrak, ne, mrak. Čak, to je pa... ne vem kaj, mogoče ena družba na koncertu, niti ne, mogoče šank, neki, mogoče. Aha, ta je, malo bolj naravna, ne, se pravi, ni mračna tudi, ni to urbana, ok, aha. To je hudo. V bistvu portretna, ne, če zdaj tako pogledamo. Aha, ta je isto. Hudo. To je... kak cimer, kolega, sosed. Ja, to so ljudje iz preteklosti, ja. Aha, iz teh faz. Tako, tako. Alright. Ok, to je, a je to novo leto? Ja, zgleda tako. Sem to pa ni v Ljubljani. Ne, to pa ni v Ljubljani. Ta bajta je preveč... Ni v Ljubljani. V bistvu, veš kaj, zanimivo je to, ne, da ti v teh fotkah ne znam ti povedati kaj dost, kje je bilo, kdaj je bilo točno, kaj se je dogajalo, ampak tudi ne zdi se mi toliko pomembno. Ne. Ja. Ker nima, Tako, zdaj samo nima dokumentarne vrednosti. Tako, potep, tako. recimo. Je dost nepomembno. Bolj je pomembno to neko vzdušje, ki ga uriše. Cel projekt je, ideja je bila, kako narediti avtoportret uma. Se pravi, avtoportret brez da stopiš pred kamero. To je bil izziv. Ampak ta avtoportret se spreminja isto, kot se zunanjost spreminja. Vsako desetletje je Ja. nekaj drugačno. Sem tle, na primer, že kar hudo filozofsko vprašanje, ne, čeprav ja, ne, sej. Ja, ognjemet, vse, mislim, pač deluje, tudi, ja, deluje v tem smislu, ja, konceptualno seveda, ne. Cool mi je to, ko imaš tudi, če so, ne vem, neke te temnejše situacije, da so dosti živahne barve, mislim, ne. Se to je ta grainy moment. Ja, to pa je grain filma, ne. ja. Ja. Da zelo bolj, ne vem, kako filmsko, Ja, Mislim, ne, tako- veš kaj tudi... cinema filmsko, ne. Ja, veš kaj tudi to zrno da neko organsko kvaliteto podobi. Če gledaš digitalna podoba, je precej sterilna. Tudi na videu se to recimo opazi. Zelo močno, ne. Ja, pa tudi ne vem, sej človeško oko je vajeno tega, ne, sej ko gledaš kožo, ne, to nam je tudi, ne vem, rekel profesor oblikovanja, na oblikovni, sej človek je grd. Ja, ja. Ne, ko ti greš noter v pore, pa v dlake, pa vidiš to sluz, pa neki, ne, človek je najlepši tam, malo spucan, pa tako na filmu. Tako za ene 3 metrov. Tako je, točno to je, kaj bliže, pa že takoj so male zrna, ne, O ja, variante, o ja. ne.
Tako da, ja, te neke nepopolnosti so nas delajo človeške. Ne? Ok, tle je neka intimnejša družba, recimo. Barska scena, ja. Barska scena, komovci na mizah in tako, kozarci, čiki. Aha, to je taka vsakdanjik, ne, recimo. Se pravi, to so v bistvu ful enih različnih situacij, v katerih se naš um znajde. To so neki momenti, ki so pritegnili impuls za pritiskanjem sprožilca. Ta je, ne vem, dolg cajt doma popoldne. Naprimer. Zdaj bavam se malo s kamero, ne. Naprimer. Čeprav, ti Ampak tudi nimajo pa nobena nekaj od vidiš, teh... neka vrednost ima. Ne? Ja, mislim, ni pa nobena, kot si že prej rekel, nima zares dokumentarne, ne, vrednosti, ima bolj avtoportretno, pa tudi ni v sekvenci, ne. Tako. Kakor se zgodi, kakor jih zagrabiš. Se pravi, Tako, lahko jih, mislim, da se je razfukalo zdaj in se nama čez tretja štorija zdaj sestavlja. Ja. Tako, dam gledalcu možnost, da si sam sestavi sekvenco in da si sam iz tega sestavi neko zgodbo. Nezgrešljivi Slovenske železnice. Slovenskih železnic, ja, tega smo se nagledali. O, ja. To po mojem, ko bomo stari pa dementni, bomo take vzorce videvali od teh sedežev. To. Polnih avtobusnih, teh trdečih. Varianta. Ok, čak, dej, ne bomo vseh odprla, da ne bomo komu zajebali flasha. To je fotografski humor, ne. To je mogoče fešta protest neki. Talale dvučko, to mi neki znano sledi, neki, ampak dobro. Ker imamo še hrbtno plat. Imamo še hrbtno plat, ja. Na tej hrbtni plati je pa, recimo, da se na tej hrbtni plati zgodi ta refleksija do teh fotk se manifestira v enem kosu poezije. Se pravi, ajde, če bi šla zdaj do konca, je v bistvu to ta prva faza. Se pravi, da ti v bistvu najprej te A3 formate pogledaš, ne, recimo. Ja, mislim, lahko jih tudi ne gledaš, pa se sam sestaviš to poezijo. Tako, bi šla na modro, ne. Tako. Ok. Ja, cool. Ok, ja, gremo pa na tolele, ne. Da vidimo. Se pravi, zdaj bo se šla pa dejansko sestavljanko, ne. Tako, zdaj se treba pozno sestavljati. To bo treba zdaj sekvenco, ne. Se pravi, zdaj so besede v igri, pa to je zdaj besede pa ponovadi zahteve sekvenco. Ampak nič skrbeti, zato ker sem jih narezal, tako da bo bolj enostavno sestaviti, pa sekvenco iz fotk. Aha, ok. Ja, čeprav tle ne sme biti na ključi, ne. Ne morava zdaj zamenjati pa okolo obrniti, ne. Čeprav vidim, da se tudi tle neki hecaš z obračanjem črk. Ja, seveda. Ja, seveda, ne. Ja, zakaj ne? Zakaj pa ne? Treba je tudi to zmotiti, ne, linearnost. Ja, glej, v življenju dostikrat, ko se vprašaš zakaj, se lahko tudi vprašaš zakaj ne. Ok, ja. Enako legitimno vprašanje, ne. Ja. Pač malo bolj filozofska oblika, is the cup half empty, or is the cup half full, ne. Tako. Ok, kaj? Na to vprašanje je zelo enostavno odgovor. A je bila polna ali je bila prazna, preden je bila na pol? Oziroma, ker prav se s njim do konca natočil. Tako. Ok, meni se zdi, da glede na te neke fiziološke značilnosti bi mogoče to bila leva zgori. Tako. Je? Jaz ti predlagam, da jih zlagaš v tej smeri, ker bo pokončni format. Aha, tako zagotovo laže, ja. Čak, kje pa snemamo, gremo raje tako, ne? No, čak, pa recimo, da je leva zgori tukaj. Može. Tako nekako. Čak, ta je del, ne? Je del? Ta je neodvisna, ja. Ta je zdaj neodvisna, ta je osvobojena. Ta je osvobojena. Krila so šla. Tudi, ja. A ja, pa vendar, ja, pa se tle pa druga, ne, tipografija, mislim, no. Oziroma to je na roke. To je na roke, ja. Ok, hudo. Ok, Zdaj tudi ta je bila na roke, da sem už mislil. Aha, a res? Če kako si pa to naredil, čist tudi fizično, ali na film celo, ali... Ne, to sem pa digitalno pol urejal, pa nekaj čez meto. Ok, ja, pismo, ok, to bomo zdaj, to je vse ena, se pravi, tle več kosov poezije, tudi to, kakor je listko, ali... Ne, to je samo en kos. Recimo, en moment, ena poved, en stance, ena slika. Tako, en povzetek. En povzetek. En povzetek. Ok. Po mojem, da bomo imeli še kak perl bila, da bomo to... Pismo, ta Vivid sem po mojem že ne trikrat videl, ne.
picture, ok. Čak, mogoče, če vse prav obrneva, ne, domnevno prav, bo malo laže. Bom te malo pomagal. Ja. Ker vem približno, kam gre kaj, ampak Je pa več povedi, ne. Aha, tlej še en vivid. še en videti. Picture in my mind, ok. Ker to, ta modra je... Jaz se zdaj predstavljam, da to najno postavljanje tega mora biti izjemno dolgočasno za gledati. Ja, jaz se zabavam, tako da poslušalci bojo pa, sploh tisti, ki ne gledajo, ne, po moje, da jim dogaja. Daj povej, mislim, a je tu ta... ne vem, čak, ne vem, da čisto na kaj me spominja, tu ta barva azurna. Mislim, no, povej, a je to zdaj modra za nalašč, ne? Someone else... Niste čak takole. Aha, tle je kar velika lukna. Ok, čak, kaj imamo zaenkrat? There's a picture in my mind. Mind vivid. Aha. Tukaj nam eno manjka. Kaj če je minstead vivid? Ne, ni. To ni beseda. Ma, eksperimentalna poezija. Aha, čak, te da gre skupaj, ja? Tole, ne? Aha. A imamo prvi stavek, there's a picture in my mind, painted also vivid. Yes. How very vivid is our mind. Ja, bravo, tukaj se že dve najdu, to zelo lepo. Da. Kje smo? Jaz bi rekel, da je ta bolj na levi, ker je mogoče nič prej ni, ne. Ja, smo že na pol poti. Sanctuary of... Ja, ti veš pa na pamet, ne, verjetno poezije. To vem na pamet, ja. Ali pa vsaj. Ne, ampak gled, to si pa res Vrstice, zelo ne. si lepo ulovil, ja. Ta sicer... Ta bo šla malo niže. Ne, Will verjetno. Ne, tale ne. Sem. Zdaj mislim, da ni potrebno povedati, da je glih point cele te zadeve, da se gledalca oziroma tako bo to knjigo upravljal, da se ga malo bolj zaposli, ne. Ker ne vem, kolikokrat sem šel na predstavitve knjig, pa po knjigarnah in na koncu tisto knjigo odpreš, pogledaš in tam se zaključi, ne. Tako da nekaj, kar je malo bolj interaktivnega, ki gledalca malo zaposli, več kot onih 5 minut, ko prelista knjigo in jo da nazaj na polico in je to, ne. Se pravi, je tle tudi malo intence, da spreminjaš, nočem reči potrošniške navade, ne? Ja. Ampak izkušnjo uporabnika. Ja, nimamo boljših izrazov. Se pravi, kulturno uporabo, ne? Da ni ta moment... A veš, da jih malo zaposlim. Ja, Bolj to. pa to, veš, kaj sem imel Pa da tudi ni flash, ne? služba. Pa ja, da ne rabijo delati, ne? To, ja. Ne rabijo švicati. To mi je tudi hudo, ker v resnici, čakaj, jaz si moram nojno nos brisati. Prej, ko sem omenil Lego kocke, ne? Ker v bistvu se bi zdi ful dobra fora, da pred njo sestaviš v bistvu, ne, poezijo, jo že poznaš, ker si videl prej že besede. Tako. Se pravi, imaš že nekaj, ko pri fotografiji obrise, ne, pač obrise nečesa, že veš, da bo beseda vivid noter, Tako. ne, ali pa moment, ne. Evo, smo, uspelo nam je. Ne. To, To je to. okej. Se pravi, to smo zdaj konc druge faze, ne? Zdaj smo konc zadnje faze, zdaj po tej fazi pa ne vem, lahko si to okviriš, lahko si daš plakate na steno, če se ti fotke bolj všeč. Odvisno, kaj ti bolj dogaja. Poezija pa bere. There's a picture in my mind painted oh so vivid.
a permanent fixture commanding my attention, I have to give in, if only for a moment. Now I wonder, could this be the final sanctuary of the mystic? And if I touch it, will it melt my wings? Or will I simply cease existing, but keep on living, as a twisted, vivid image in someone else's mind? Okay. Hudo. Mislim, malo nevarno se sliši. Mislim, tako, mislim, vzpostavlja ta moment, ko se nečesa dotakneš, tako kot voda, ne? Kaj je zrcalo, če se dotakneš, zjebeš, ne? Zjebeš samega sebe, če se gledaš v vodo, ne? Se pravi, ta nevarnost, koliko greš zares globoko, ne? Ja, veš, tudi vsak od nas je za drugega podoba, ne? Ja. Čeprav, ja, se dotikamo en drugega tako na isti način kot sebe. To je pa zdaj spet, ja, eni se malo preveč sebe, bi se lahko drugih, ne? Tako. Ali pa obratno, ne? Tako. Se ljudje izogibamo sebi s tem, da se z drugim ukvarjamo. Absolutno. In obratno, ne? Absolutno. Tu mislim, da psihologi so tukaj en zelo dober primer tega, ne? Ja, oni so res taki, ja. Mislim, oni bi vedeli kaj več povedati, ne? Hudo. Ok, se pravi, zdaj smo prišla prek 1, 2, 3, 4, 5 krat 2, krat 3, krat 4, skozi 20 večjih formatov, ki so sekvenca v sekvenco poezije, ki jo moraš še sestaviti v sekvenco varianta. In pol je še sekvenca lastne poezije, ne, ki jo pol ven dobiš. Tako da moraš nekaj narediti za to, ne, se isto, kot vse ostale stvari v življenju, nekaj moraš narediti za to, da nekaj dobiš iz tega. Tako je, mislim, to je kar hudo. Mislim, zanimivo mi je ta packaging čist, ker je v bistvu sam, mislim, doma si narediš razstavo. Ja, absolutno. Ker imaš pa, kot si prej rekel, imaš pač, lahko si daš karkoli na steno. Tako, lahko pa sploh ne odpiraš in si tisti objekt obesiš in tudi v tistem uživaš. V človečku, ki smo ga razštevali. Tudi to ni narobe. Ja, seveda, v Zinu se da vse, kot smo rekli. Absolutno. Vse zato mi je všeč ta format, ker je zelo odprt, kreativne roke imaš popolnoma odprte, ni nekih... Nisi zaprt v neko rigidnost, ampak ti daje res svobodo. Ampak je pa tudi grožnja svobode, ne? Ko si pa kar naenkrat, zakaj nisi dal zelene, a veš? Ja, glej, to je, ne vem. Svoboda je tudi strašna stvar, ne? Najprej sem imel v bistvu, ker sem imel prej nek flash na šank, sem mislil, da je to, veš, ker v dosti gostilnah je na šanku en taka plastike. Ja, vem, kaj misliš, vinolej, ki ga gor potegnejo, da se lažje pobriše. Tako. Pa je neka ta, čeprav zdaj, ko pa malo vse skupaj pogledam, ne, mi je pa malo kot eno mediteransko nočno nebo, ki je zelo tako svetlo, ne, pač, ne, ker je malo ta spet mračna, pa poezija, ne, se pravi nekaj notranjega, ne, izražajskega, ne, s čimer ponavadi povezujejo malo te temne noč, ne, pa tako. In pol dobi, kot da so, ne, zvezde izpisane, ne, oziroma piše ti na nebu, ne, ali pa kaj podobnega, ne. Ja, se veš, tudi noč je, ne, taka stvar, da lahko gledaš kot nekaj zelo strašnega in temačnega, ali pa lahko gledaš na to kot senco. Ok. Ja, hudo, dobro. Tole sva razvila. Gremo se še malo poprašam, kakšno prihodnost ima naprimer tale tvoj otrok? Misliš še kaj razvijati, mislim tako? Dobro vprašanje, imel sem prvi dogodek smo imeli konec junija v Hupi Brajdič v podhodu Ajdovščina in se moram zahvaliti za prostor in za vso podporo. Da smo slišali dobre novice v naših državnih prostorih, mogoče bolj zdaj kaj preveč ne govorimo, ampak se mogoče nekaj obeta, ne? Prihodnost ni tako temna, kot smo mislili, da je. Tudi če je pod zemljo. Tako da plan je v naslednjem letu zaključiti še zadnja 2 zina in na koncu leta vse skupaj izdati v eni knjigi. Čakaj, zadnja 2 zina se pravi identična? Ne, imam pa malo drugačne plane za naslednje 2. Čak, se pravi, tole mi sem še razjasnil, sorry. Se pravi, ta je 48 od 48? Tako, 48 izvodov je. Ampak so vsi identični od teh 48? Tako. Se pravi, zdaj pa pripravi novo serijo? Tako. Zdaj pa druga etapa pride od 3. Druge fotke, več poezije, druge barve, drugačen format, drugačen papir. Drugo obdobje, drug flash. Tako.
druga sekvenca. Tako da plan je za naslednje leto čim več tega razstavljati, probati malo ljudem predstaviti neko alternativo v nekem kulturnem prostoru, ker se mi zdi, da ti boš se strinjal, oba smo odraščala v teh nekih letih, ki so bile precej dominantne subkulture. In naš odnos do generalne kulture je bil, vi nas ne želite sprejeti, ni problema, bomo imeli svojo kulturo. Ja. Ni bilo tako težko razmišljati. Ne? Tako, matematika je bila zelo enostavna. Ja. Tako da recimo, da je to gesta iz nekega duha časa, v katerem sem jaz odraščal, in mogoče novi generaciji tudi ponuditi neko alternativni pogled in alternativno mišljenje na to, kar kultura je. Ja, mislim, to je zelo pohvalno, ne? Ker jaz tudi, kakor poznam dejansko pač tudi folk iz naše generacije, pa to se dosta oklepajo, se mi zdi, da enih teh forum, ki so jih takrat razvili in pač ustrajajo v tem, mislim, da je s tem kaj narobe, ne? Ampak ti greš pa tlaj kar ene par korakov dlje, že konceptualno, ne? Kaj šele potem izvedbeno in tako naprej. Kar pa upam, da bo navdihujoče. Ne? Vse to je produkt časa, ki rabiš za refleksijo o neki stvari, da jo prevedeš do nekega zaključka. Ne? To je tudi, se mi zdi, en pomemben faktor v teh živimo v neki narativi, ko moramo biti čim bolj produktivni, ampak mogoče si vzeti čas za refleksijo je tudi produktivna stvar, ne pa sam proizvajati neke objekte, tako da kvaliteta nad kvantiteto, bi se reklo. Ne. Ja, se pravi, si vzeti cajt za za malo bluziti, to tudi ni slabo. Možgani na pašo. Dolg čas je v redu. Ja. Vse v bistvu, ko so nam stari govorili, ne, kam imaš možgane na paši. Vse možgani pol jejo, če so na paši. Bravo. Veš, mislim, ne, what's the problem? Tako. Ne, dajte namerne. Tako. Dajte nam škarje pa papir. Zelo to si povzel za konec, bravo. Alright. Ja, cool. Mogoče, veš kaj me v bistvu še zanima, kako to na razstavi, Pavli, spada? Ti to na tak način isto to, kako bo prihodnja razstava izgledala? Ali razstaviš sem koščke? Bolj se gre za, imam sestavljen performance. Aha, ok, tako še ta sekvenca. Tako da v bistvu cela stvar je zapakirana v eno malo abstraktno zgodbo, v kateri gledalci sodelujejo in malo podelim tele koščke, jih skupaj sestavimo. Okay. Probamo malo videti, kaj ta podoba človeka je in jim dati neko malo drugačno izkušnjo na razstavi, kot so jo vajeni. Da ni samo vinčkanje pa kanapejčki pa gremo naprej v vzorico, ampak je bolj dajmo kaj narediti pa pojemo rakijo spiti v miru. Ne, prisilite, mislim, interaktivno, ne? Tako, seveda, tako. Ljudje ne odpadajo. Seveda, tako kot sem jaz najprej v fotke, kam je tako, to pa ni Ljubljana, veš, to je pa Metelkova, ne, pač seveda, takoj te not potegne. Ok, hudo. Ja, nič, Vedran, najlepša hvala, da si se oglasil in predstavil tole zadevo. Ja, hvala vam, da ste me imeli. Ker je res čudovito bilo za tole potovanje, jaz sem kar malo naflaširan, tako da, evo. Ja, nič, to so bili jutranji pogovori, snemal nas je eden in edini Brane. Pomagal mu je eden in edini Muri, tamle je pa snemal tudi Selile. Ajd bok.